Sledi še naš tretji gost, podpredsednik vlade Zdravko Počivalšek, minister, pristojen tudi za turizem. V luči teh binkoštnih praznikov, ki se začenjajo ta vikend, je njegov nastop še kako na mestu. Prosim, gospod minister. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Vsakim korakom, vsakim dnem in vsakim sprejetim ukrepom smo bliže izstopu iz krize, ki je povsem nepričakovano zajela našo državo. Zdaj, obseg posledic, ki jih bosta naše gospodarstvo in pa turizem na dolgi rok občutila zaradi vplivov epidemije, je težko napovedati. Ta trenutek je najbolj pomembno, da združimo moči, na eni strani z zagotovitvijo državnih ukrepov in pomoči, na drugi strani pa z njihovo implementacijo. Vemo, da ne bo enostavno in vemo, da bo potrebno veliko volje in truda. Pred nami je namreč veliko izzivov, s katerimi se bomo morali soočiti. Sodelovanje vseh nas je tisto, kar bo omogočilo ponovno zagon gospodarstva in turizma, ohranitev delovnih mest in našega skupnega standarda. Do sedaj smo sprejeli že dva, lahko rečem, zelo obsežna protikoronska paketa, ki ima sledi nov tretji paket ukrepov, ki ga je vlada včeraj sprejela. Ključni ukrep, ki smo ga včeraj sprejeli, je subvencioniranje skrajšanega delovnega časa v obsegu 20 do 35 ur tedensko. Delavec bo dobil za čas dela polno plačo, za čas, ko pa ne bo delal, pa 80% nadomestila svoje plače. Delodajalec pa prejme delno plačilo nadomestila za čas, ko delavec ne dela. Delodajalec lahko tudi ta ukrep koristi vsak mesec od 1. junija dalje, tako kot je minister Cigler povedal, ukrep velja do 31. decembra 2020 in upravičenci so vsa podjetja, ki jim upade poslovanje, kar pomeni, da podjetje ne more zagotavljati vsaj 10% zaposlenim, najmanj 90% dela. Moram povedati, da sem zelo zadovoljen, da smo včeraj na vladi prižgali zeleno luč tudi ukrepom za pomoč turizmu, ki je pa v tem trenutku ali pa v tem času na veliki prekretnici. Vendar bo tudi te ovire treba premagati in vem, da vsaj v začetni fazi turizem brez pomoči države sam tega ne bo zmogel, zato verjamem, da smo in bomo kos tudi tem izzivom. Na osnovi predlogov našega ministrstva in sodelavcev članov vlade sta bila na področju turizma in gostinstva sprejeta dva ključna ukrepa. In sicer, prvi ukrep je nadomestilo za čakanje na delu za podjetja v turizmu in gostinstvu, ki jim bodo prihodki po njihovi oceni padli za več kot 10% glede na 2019. Sem pa štejemo, in to je pomembno, hotele, počitniške domove, avtokampe, restauracije, potovalne agencije, organiziranje razstav in sejmov, obratovanje objektov za kulturne prireditve, kot smo prej govorili o kulturi, igralnice in tudi turistične prevoze, zelo pomemben del infrastrukturnega prevozniškega sektorja. Delodajalci morajo zaposlene napotiti na čakanje do 30. junija 2020 in delodajalec se lahko v tem času vrne, oziroma delavec se lahko v tem času vrne na delo do 7 dni na mesec, kot je bilo v prvem paketu. Nadomestilo plače ne sme biti nižje od minimalne plače v Republiki Sloveniji in višina delnega povračila izplačenega nadomestila plače strani Republike Slovenije znaša 80% nadomestila plače. Omenjeno
omejena pa je z višino najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti, ta vrednost. Delodajalec krije preostalo višino povračila do 20% nadomestila plače, postopek pa izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Drugi ukrep, ki je pomemben, pa so boni na področju turizma, ki bodo namenjeni vsem prebivalcem Republike Slovenije, in sicer za osebe starejše od 18 let te osebe bodo prejele 200 evrov, mlajši pa po 50 evrov. Storitve se nanašajo na nastanitve in nastanitve z zajtrkom, ki jih nudijo hoteli, počitniški domovi, kampi, turistične kmetije in vsi ostali podobni nastanitveni obrati za kratkotrajno bivanje. Bon lahko državljani vnovčijo do 31. decembra letos. FURS pa bo v 8 dneh od predložitve bona povrnil znesek 50 oziroma 200 evrov ponudniku storitve. Višina državne pomoči s turističnimi boni je ocenjena na 345 milijonov evrov, vendar je tukaj potrebno poudariti multiplikativni učinek oziroma dodatno potrošnjo v turizmu, ki jo bodo izvajali dopustniki in bo imelo to koriščenje bonov vpliv še z dodatnimi 172 milijoni evrov, zato ker bodo pač dopustniki na teh lokacijah trošili za tisto, kar bon ne pokriva. V zakon bo vključena pravna podlaga za priglasitev državnih pomoči po pravilih Evropske unije in pa v začasnem okviru COVID-19. Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pa bomo na osnovi tega pripravili program finančnih spodbud COVID-19. Spodbude bodo namenjene področju turizma, obmejnim problemskim območjem in drugim področjem. Za zagotavljanje likvidnostnih podjetij pa bosta Slovenski podjetniški sklad in pa Slovenski regionalni razvojni sklad omogočila tudi ugodne in hitre likvidnostne kredite. Sredstva so že zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, in sicer 10 milijonov evrov za Slovenski podjetniški sklad in 14,4 milijona evra za Slovenski regionalni razvojni sklad iz Ribnice. To bo namreč omogočilo približno 40 milijonov ugodnih likvidnostnih kreditov za podjetja. Krediti bodo v višini od 5 do 50 tisoč evrov in na ta način bomo lahko podprli okoli 900 podjetij iz turizma in tudi ostalih panog gospodarstva. Potrebno je povedati, da gre za mikro in mala podjetja. Poleg tega pa bi rad poudaril še dva ukrepa na področju investicij, in sicer za spodbujanje investicijskih vlaganj smo predlagali omilitev pogojev, ki so bili sedaj višji po našem zakonu o investicijah, in sicer za dodelitev spodbud na tem področju se zmanjšajo zahteve glede novih delovnih mest in vrednosti investicije za obdobje do 30.6.2021. In sicer spodbude se dodelijo, če investicija najpozneje v 3 letih po zaključku investicije ustvari in zapolni najmanj naslednje število delovnih mest. V predelovalni in storitveni dejavnosti 10 delovnih mest, v razvojno-raziskovalni dejavnosti 3 delovna mesta, in drugič, za dodatni pogoj glede vsebine investicije v predelovalni dejavnosti je najnižja vrednost investicije 12 milijonov, to smo zmanjšali evrov, in v storitveni dejavnosti 3 milijone evrov ter pri razvojno-raziskovalni dejavnosti 2 milijona evrov. Pri dodelitvi spodbud se predvideva vsaj ohranitev obstoječih delovnih mest. Uredili smo tudi delovanje mehanizma za pregled neposrednih tujih naložb v Republiko Slovenijo, kajti neposredna tuja naložba pomeni naložbo, ki jo izvede tuj vlagatelj z namenom vzpostavitve ali ohranjanja tujih in neposrednih povezav med tujim vlagateljem
in gospodarskim subjektom sedežem v Republiki Sloveniji s pridobitvijo najmanj 10% udeležbe v kapitalu ali v glasovalnih pravicah. Naložbo mora tuji vlagatelj na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo priglasiti najpozneje v 15 dneh od sklenitve pogodbe o združitvi ali objave prevzemne ponudbe. In na Ministrstvu za gospodarstvo se ustanovi kontaktna točka, letno poročanje Evropske komisiji, priglasitev, pregled naložb, opredeljen pa je tudi postopek pregleda naložbe, določeni so tudi pogoji, da se izvedbo naložbe prepove ali prekliče, kolikor je le ta taka, da predstavlja grožnjo varnosti ali javnemu redu Republike Slovenije. Dejstvo pa je, da ti protikrizni ukrepi ne morejo rešiti vseh težav v gospodarstvu in tudi ne v turizmu. Želimo pa, da zagotovijo čim bolj celovite rešitve. Gospodarstvu in turizmu želimo stopiti nasproti na način, da preprečimo odpuščanje ter ljudem zagotovimo varnost in ohranitev delovnih mest. Zato včeraj sprejete ukrepe na vladi vidim kot ene boljših načinov spodbujanja turizma. In sicer tu je tudi najbolj potrebno povedati, da je turizem panoga, ki je najbolj prizadeta panoga, ki bo posledice epidemije čutila še dolgo časa in ne moremo turizma primerjati niti z avtomobilsko, niti s katerokoli drugo industrijo, saj so težave, s katerimi se sooča turizem, neprimerljive. Turizem je v času epidemije praktično obstal, medtem ko so druge panoge ta čas lahko obratovale, tudi proizvodne. Primerjati turizem z drugimi panogami je popolnoma zgrešeno, pa tudi neprimerno in tega se moramo zavedati vsi. Želim pa poudariti sledeče. Z ukrepi, ki smo jih sprejeli tukaj, mislim predvsem na turistične bone, smo omogočili, da se turistično kolesje zopet začne vrteti. Na tehtnico je bilo čisto preprosto dvoje, prevladala pa je rešitev, da s turističnimi boni odločitev za izbiro turistične destinacije preložimo v roke državljanov, turističnim delavcem pa da so motivirani in da imajo voljo, da pritegnejo svoje stranke. Verjamem, da je to bistveno boljša rešitev kot zgolj zagotovitev finančnih pomoči, ne glede na vložek in na rezultat dela. Uporabljam čisto preprosto prispodobo, zagotovili smo ribiško palico, ribe pa bodo morali podjetniki loviti sami, tako kot vsi ostali na trgu. In pri tem je potrebno upoštevati, da bo življenje prihodnosti kljub vsemu drugačno, kot je bilo danes. Zagotovo se bodo spremenile naše prioritete, navade in pa tudi potrebe. In želim si, da se bi ljudje začeli zavedati pomembnosti domače oskrbe in v tej luči tudi podprli domača podjetja. To je pomembno tudi z vidika podpore slovenskega turizma, ki je zelen, čist, varen in pa trajen. To je naša izjemna dodana vrednost, ki je ne smemo prezreti. Predvsem pa si želim, da bi nam letošnje poletje kljub vsem problemom, ki jih imamo, ostalo v lepem spominu tudi zaradi počitnic, ki jih bomo naredili ali pa imeli doma. Zato za konec apeliram na državljane, izkoristimo naše danosti in podprimo slovenske ponudnike turističnih storitev, od tega bomo imeli vsi zelo veliko. To naj bo odraz in obraz naše nacionalne identitete. Hvala za uvod in zdaj se vam na razpolago tudi za vprašanje. Miha Krajnc, Pop TV. Jaz smo glede bonov nekaj vprašanj, mogoče nekaj nejasnosti okoli tega, recimo ali bo možno unovčevati bone
če boš rezerviral dopust prek Bookinga ali Airbnb-a, teh recimo platform, potem še ali bo spreminjanje cen dovoljeno zdaj, ko bodo boni v obtoku, torej ponudnikom, ali se bodo te cene zamrznile, se pravi, da ne bo nekega oportunizma to zadevno, pa tudi kako boste preverjali zlorabe, ali so možne zlorabe, ste kaj preučili možnosti in nenazadnje tudi, ali bomo morali cel bon izkoristiti pri enem ponudniku, ali se bo ta znesek sešteval, recimo bomo šli za 2 dni v kemp, potem za 1 dan v apartma in tako naprej. Vam lahko potem še... Če začnem od zadaj, kar sem si zapomnil najlažje, cel bon bo potrebno izkoristiti pri enem ponudniku, nobene ovire ni, da vi rezervacijo dopusta izvedete preko bilo koga, je pa potrebno to nočitveno storitev plačati z bonom direktno tistemu, pri katerem boste dopustovali. To je tudi odgovor agencijam, ki sprašujejo, ali bodo lahko pri tem delu sodelovali. Bolj natančno bomo te zadeve opredelili v uredbi, ki bo spremljala zakon. Še enkrat, samo storitev nočitve z zajtrkom bo vsak posameznik plačal na licu mesta pri tistem, pri komer dopustuje. Rezervacija se bo lahko izvršila drugje in tukaj ne bomo preprečevali ničesar nikomur. Ko ste pa govorili o cenah, pa je potrebno povedati, da verjamem v trg in verjamem, da se bodo ponudniki turističnih storitev potrudili za to, da pridete k njim in tej luči gledam tudi na to, da verjamem, da bodo imeli letos dobro cenovno politiko. Pa če še eno stvar ponovim ali pa poudarim iz prejšnjega dela, v dilemi med tem, ali podaljšati pač čakanje na delo za dalj časa na eni strani in omogočiti, da ta enak strošek damo ljudem, da ga uporabijo, smo se odločili za to, da turistično gospodarstvo zaženemo na način, da bodo ljudje pač ta denar potrošili pri nas, kajti prepričani smo, da, ker veste, da je 72 ali pa čez 70% našega turizma pred krizo slonelo na prihodih tujih gostov, da se s 1. junijem kljub vsemu, da bomo meje odprli, pa lahko o tem pol kasneje tudi kako rečemo, ne bodo zadeve v številčnem smislu zgodile čez noč, zato je bilo potrebno vsaj za junij še v turizmu podaljšati ta ukrep čakanja na delo. Podjetja se bodo pa sama odločala, na kak način bodo potem v nadaljevanju koristila te ukrepe države. Po 1. juniju pa ostane to, kar je minister Cigler Kralj napovedal, se pravi inštrument skrajšanega delovnega časa. Mogoče še ta del o zlorabah, kako boste to nadzirali? Vsak bo uveljavljal svoj bon, svojo davčno številko. Tukaj mislim, da je situacija najbolj čista. Podjetniki bodo refundirali teh 200 ali pa 50 evrov pri finančni upravi Republike Slovenije, tako kot sem povedal, v 8 dneh. In pa še zadnje vprašanje, prenos med družinskimi člani, mogoče še kaj o tem? V tem trenutku je ta zadeva pač narejena na način, da jo bomo podrobno opredelili v dodatnih uredbah za zakon in verjamem, da bo v okviru tega, kar ste vprašali, to mogoče. Prehajamo na vprašanja naših novinarjev, ki jih pošiljajo po elektronski pošti. Rok Šavelj, novinar Sobota Info, sprašuje, kako napreduje dogovor o odprtju meja z drugimi sosednjimi državami, Avstrijo, Madžarsko, saj brez tujih trgov turizem kljub dvigu domačega povpraševanja ne bo preživel in kdaj bo možno odpreti hotele, zdravilišča in bazenske komplekse. No, najprej moram povedati, da sem imel prve stike in tudi bilateralni sestanek s kolegom
ministrom Garjem Capellijem z Hrvaške, to že pred časom. Na osnovi tega obiska je prišlo do stika in sestanka preko interneta obeh nacionalnih inštitutov, ki sta pripravila protokol prehoda slovensko-hrvaške meje in rezultat tega je to, kar imamo zdaj možnost že koristiti v tem smislu dvojnih lastnikov, prehod meje. Na drugi strani moram povedati, da sem se pred včerajšnjim slišal, imel kar dolgo diskusijo z avstrijsko ministrico za kmetijstvo in trajnostni turizem, gospo Elizabeth Köstinger, in pa mađarskim ministrom zunanjim, ki je odgovoren tudi za zunanjo trgovino, s tem tudi za turizem, gospodom Petrom Sijartom, ker sem ju seznanil z našim napredkom v odnosih s Hrvaško, seznanil z našo epidemiološko sliko, s tem, da smo s 15. majem pač objavili konec epidemije, ki bo začela veljati konec meseca maja. Z obema sem se dogovoril, da bodo v vmesnem času vstopili v kontakt in isto napravili protokole za prehod meje in Nacionalni inštitut slovenski in pa njihove relevantne organizacije za to, da pripravimo se za prehod meje po 1. juniju. Seveda je oboje zanimalo naše stališče do odprtja meja z našo zahodno sosedo. V vsakem primeru je naše stališče, da bomo prožni z državami, s katerimi imamo pač podobno epidemiološko sliko in na tem temelju se bo odvijalo tudi odpiranje meja. Seveda pa je treba povedati, da so za končne dogovore, za odprtje meja odgovorni notranji ministri vseh teh držav, ki pa so v vmesnem času tudi že bili v kontaktu, imeli konferenco, je pa kar precej pač truda vloženega v to, da se te meje seveda v pogoju, da bo zdravstvena situacija to dopuščala, s 1. junijem odprejo tudi za turizem. Vprašanje še okrog hotelov. V tem trenutku so sproščene aktivnosti na področju manjših hotelov in v naslednjem obdobju, najmanj s 1. junijem, bomo prišli do tega, da bodo odprti tudi hoteli nad 30 postelj. In še vprašanje za zdravilišča in bazenske komplekse, kdaj se odprejo ti? Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil protokole dela v teh pač kompleksih, kot ste jih navedli, in tudi to bo, ko bo objavljeno v prihodnjih dneh, odprto. Hvala lepa. Izvolite, prosim. Katarina Matečič, Pop TV. Glede na to, da je ukrep čakanja na dela doma za turizem, gostinstvo in avtoprevozništvo podaljšan za 1 mesec, me zanima, ali tistim, ki v teh panogah delajo, tudi v juniju pripada krizni dodatek. Ne razumem, prosim, če ponovite. Glede na to, da je ukrep čakanja na delo doma za določene panoge podaljšan tudi v juniji, me zanima, ali za tiste zaposlene, ki v teh panogah vendarle delajo, jim pripada krizni dodatek, tako kot je zdaj za vse veljalo od sredine marca. Torej teh 200 evrov za tisti, ki vendarle delajo. Ta tretji ukrep se ne nanaša na prva dva. V prvem ukrepu smo imeli krizni dodatek 200 evrov, ki pa je pač, se pravi, prvi zakon bo konec meseca maja nehal veljati. Ja, ampak ukrep čakanja na delo doma ste za določene panoge podaljšali za 1 mesec. Ali za ljudi v turizmu, ki bojo ta čas vendarle delali vseeno? Mi nismo podaljšali ukrepa čakanja na delo, ampak smo ga
v tretjem zakonu novo opredelili in v tem tretjem zakonu je navedeno samo to, kar je navedeno. V redu. In še eno vprašanje za kolegico kot podpredsednika vlade. Glede na to, da je Varda v nedeljo obkolila policijsko postajo Slovenska Bistrica, me zanima vaš komentar in pa ali ste danes na koaliciji morda kaj govorili tudi o tem. Za mene je to prva informacija, če bi na koaliciji ni bilo govora o tem. Še vprašanje studija? Novinar Janez Zalaznik, spletni portal Žurnal 24, sprašuje, kdaj bodo boni za turizem izdani in v kakšni obliki. Od kdaj naprej jih bo mogoče koristiti? Bodo morali v primeru storitve polpenziona ponudniki odšteti večerjo? Boni ne bodo natisnjeni, bodo v elektronski obliki oziroma bone bodo bomo uveljavljali skozi davčno številko pri ponudniku storitev. Boni bodo veljali od 1. junija dalje, če bomo ta zakon sprejeli v parlamentu. In tretje vprašanje je bilo? Če bodo ponudniki odšteli večerjo v primeru storitve polpenziona. No, še enkrat da poudarim, zakaj smo se odločili za nočitev in nočitev z zajtrkom. Zato, da pridemo do tega multiplikativnega učinka, da turisti, ki nekam pridejo, pač potrošijo svoj denar tudi izven turističnih rezortov ali pa v njih. Se pravi, če bodo želeli imeti kosilo in pa večerjo, bodo to morali plačati iz svojih sredstev. Hvala. Aha, prosim, izvolite. Nina Razboršek, Avstrijska tiskovna agencija. Gospod Počivalšek, jaz bi se vrnila k mejam. Vi ste v ponedeljek govorili z avstrijsko ministrico. Vemo, da ima Avstrija zadržke predvsem zaradi možnosti odpiranja slovensko-italijanske meje. Kako resni so ti zadržki in ali je realno po vaši oceni, da bi mejo z Avstrijo odprli že 1. junija, kot si to želi Slovenija? Hvala. Jaz moram povedati, da sem to priložnost izrabil za to, da sem pojasnil situacijo najprej v Sloveniji, razložil, da se meja z Italijo ne bo odprla, dokler ne bomo imeli epidemiološke slike na obeh koncih take, da bo to omogočeno, in jaz mislim, da je bila na osnovi tega pač pomirjena. Jaz sem optimist, kajti prepričan sem, da bomo imeli v naslednjih dneh kar precej aktivno diplomacijo in pa razgovore na tem področju. Takoj po tej konferenci, mislim, da že v 4:30 bom jaz imel na konferenci turističnih ministrov Evropske komisije intervencijo, kjer bom pač povedal slovenska stališča. Jaz sem tukaj optimist, da se bodo pomembni koraki pri odpiranju meja in tudi naše severne meje odvili v juniju, kakorkoli, ali v začetku ali pa malo kasneje. Novinarka Televizije Slovenija Katarina Golob sprašuje: na nas so se obrnili predstavniki industrije srečanj, to so podjetniki, ki se ukvarjajo z organizacijo sejmov in prireditev, kjer je zaposlenih okoli 15.000 ljudi. Kot opozarjajo, so zaradi prepovedi javnih prireditev v nezavidljivi situaciji, saj so ostali brez dela. Bojijo pa se, da bo potrebno najmanj desetletje za ponovno oživitev. Na vlado so poslali številne predloge, a pravijo, da ste jih v 3. paketu pomoči spregledali. Sprašujejo, zakaj in kako jim boste pomagali. No, če ste dobro poslušali, kaj sem v uvodu povedal, sem omenil, da se ta inštrument podaljšanja čakanja na delo nanaša tudi na to industrijo. Omenjeni so egzaktno sejmi. Seveda pa industrija kot taka ni registrirana kot posebna dejavnost, ampak je tu skupek ponudnikov, katerih del
dejavnosti je to, kar je bilo navedeno. Vse to drži, tako kot drži za turizem v celoti. Mi smo se pač odločili, da s temi ukrepi za vse in pa specifičnimi za turizem omogočimo podjetjem, da na nek način začnejo to svojo dejavnost na novo. Bomo v tem primeru definitivno budno spremljali situacijo tudi v celoti na področju industrije, o kateri ste govorili, in videli, če bo potrebno še na kak način intervenirati z separatnimi ali ministerskimi ali vladnimi ukrepi. Hvala lepa. Izvolite. Sabina Zonta, Televizija Slovenija. Gospod Počivalšek, moram izkoristiti, dokler ste še tukaj, glede dogajanja v vaši poslanski skupini predvsem, oziroma koliko so resne informacije, da bi se lahko vrnili v parlament, glede na izgubljen zdaj en poslanski mandat, ki je prišel v drugo poslansko skupino. V tem kontekstu tudi sprašujem dejansko po pomenu vašega tvita v ponedeljek in pa tudi zadnje informacije, da se v Kopru in Ankaranu nekateri člani, da so odšli iz SMC zaradi nestrinjanja z vašo trenutno politiko. Hvala. Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, postavili ste mi več dilem. Jaz moram povedati, da je biti danes pač član poslanske skupine SMC-ja bistveno težje, kot je to bilo še kako leto nazaj. To občutimo vsi. In tudi jaz kot predsednik te stranke. Zdaj odhoda dveh poslancev lahko rečem, da sta zagotovo poslansko skupino pretresla. Smo pa samo ljudje in ne skrivamo razočaranje nad tem, ko nam je kolega Židan Petek v pričo cele poslanske skupine in pa ministerske ekipe SMC-ja povedal, da je dobil tako sanjsko ponudbo, ki je ne more zavrniti. In takrat, ko sem to slišal, sem vedel, da pač ta človek na napačnem mestu, kajti jaz mislim, da pač politika ne more biti polje korupcije. Zdaj, oba poslanca, ki sta v zadnjih dneh zaposlila našo poslansko skupino, sta bila pred slabim letom med tistimi, ki so pač podpisali podporo meni, da sem se lotil posla ali pa vodenja te stranke. Dogovorili smo se za pomembne in pa zahtevne spremembe v stranki, ampak moram reči, da smo se takrat pogovorili o tem, kaj bomo delali. Naša skupna odločitev je bila, da gremo naprej in doben ključen korak stranki do zdaj ni bil narejen samovoljno. Jaz lahko rečem pa, da sprejmem odločitev obeh poslancev, ne razumem pa tega, da sta se iz zgodbe umaknila zdaj, ko vsi skupaj potrebujemo oporo, sodelovanje in upam, da se tega zavedajo tudi tisti, ki so ju sprejeli medse. Zdaj okrog mojega tvita pa moram povedati naslednje, da je dejstvo, da ministrovanje ni posel za ljudi, ki imajo tanko kožo ali pa imajo šibke živce. Zdaj, če kaj, verjamem, da jaz imam zelo trdo kožo pa jeklene živce in na tej bazi mislim delati naprej. Studio. Novinarka Leja Majcen, Planet TV, sprašuje, ali držijo namigovanja, da boste odstopili z ministerskega mesta in da se vračate v poslanske klopi. Kaj ste se dogovorili na koalicijskem vrhu? Boste rekonstruirali vlado? Katera ministerska mesta utegne SMC izgubiti? No, dejstvo je, da sem vam ravnokar odgovoril, da imam železne živce in debelo kožo. Na ministerskem, na koalicijskem srečanju smo se pa dogovorili, da gremo naprej. Hvala. Prosim. Jaz bi imela še dve vprašanji na temo avtoprevoznikov, ki pravijo oziroma napovedujejo proteste, pa zaradi tega, ker po njihovem mnenju niso bili dovolj slišani.
In pa jutri imate sestanek z avtomobilsko industrijo oziroma predstavniki avtomobilske industrije, ki prav tako pričakujejo, da jim boste prisluhnili glede čakanja na delo in me prav tako zanima, ali v bistvu pravzaprav jih boste uslišali. No, dejstvo je, da so prevozniki tisti, ki imajo na nek način 3 vire v povprečju prihodkov. Eno so linijski prevozi, pa so šolski prevozi, tisti, ki se s tem ukvarjajo, in pa prevozi v turizmu. V tem mestnem obdobju so pač zaradi ukrepov, ki smo jih sprejeli, v glavnem v teh 2 mesecih bili onemogočeni, da izvajajo svojo dejavnost. Z ukrepi 1 in 2 smo pomagali vsem in tudi njim. Z tem podaljšanjem, kot sem ga navedel, za turizem, in so našteti tudi avtobusni oziroma ti prevozniki, ki vršijo storitve v turizmu, so zajeti. Seveda so pa tam težave večje in bomo morali za prevozniški del najti še kako rešitev, ki bo pač, tako kot sem prej povedal, že za industrijo prireditev ministrsko vladna. Avtomobilska industrija pa je panoga, ki je v Sloveniji zelo pomembna. Država je že v 1. in 2. paketu ukrepov zagotovila številne oblike državnih pomoči, primernih za različne gospodarske družbe, od SPE-ov, malih, srednjih in pa velikih podjetij. Med panogami nismo delali nobenih razlik, temveč smo iskali rešitve in oblike pomoči za vse gospodarske subjekte. Epidemija namreč ni prizadela enega, temveč mnogo podjetij, gospodarskih združb, in tukaj ni bilo izjem. Še posebej ne v panogah, ki so se s krizo soočala pa že pred samo epidemijo, in vsa podjetja bodo morala najti izhod iz krize. Država jim bo pomagala pač po najboljših močeh, tako kot lahko. Utopično bi bilo predvidevati ali pa pričakovati, da bo država delala razlike in na pomoč eni panogi podskočila, drugi ne, kajti kriza je zajela vse in vsak bo moral pač tudi delno sam najti način za izhod. Verjamem, da je prestrukturiranje družb in implementacija teh naših državnih ukrepov, poslovnega okolja dobra in učinkovita rešitev. Seveda pa, ko govorimo o prestrukturiranju avtomobilske industriji, bo potrebno nasloviti ta prehod od motorjev z notranjim izgorevanjem na elektrodel, in v državi, na vladi, na ministrstvu smo trdno odločeni, da tem podjetjem pomagamo preko inštrumentov, ki jih imamo SID banko, z vlaganji v raziskave, razvoj in inovacije, da se tega problema prestrukturiranja hitreje ločijo. Bom pa, ne vem, če danes ali jutri sprejel predstavnike avtomobilske industrije, kjer bomo to tematiko prediskutirali in videli, kaj se da narediti. Dejstvo pa je, še enkrat ponavljam, da so ene panoge bile popolnoma zaprte, avtomobilska industrija pa je tako ali pa drugače s težavami obratovala. Se pa zavedamo tega, da bo tudi na tem področju zaradi obsega, pomena in vsebine potrebno najti neke rešitve, ki bodo omogočile, da bodo lažje zagnali svojo proizvodnjo na tiste prave obrate. Studio? Nimamo več vprašanj. Ni več tukaj. Tudi ne vidim več nobenega vprašanja. Najlepša hvala, minister, za vsa vaša pojasnila, predstavitev, vse odgovore. Prosim vas, če lahko počakate še kako minuto ali dve, da končamo tiskovno konferenco, ker bo naša veleposlanica še pred začetkom telekonference pri ministru za notranje zadeve, da se dogovorimo o zadnjih informacijah, ki so pomembne za njeno delo. Od včeraj dolgujem še
odgovor glede izplačil podatkov za obremenjenost, ogroženost in izpostavljenost tveganju za okužbo. Ministrstvo za zdravje v svojem pojasnilu pravi takole: v začetku aprila so poslovodstva javnih zdravstvenih zavodov bila pozvana k sprejemu internih aktov, sklepov, s katerih se je opredelilo delovna mesta in delovišča glede na obremenjenost in ogroženost ter izpostavljenost tveganju za okužbo po smernicah epidemiološke stroke. Zaposlene so razdelili v 3 skupine. Prva skupina so zaposleni, ki opravljajo delovne naloge na deloviščih z visoko stopnjo izpostavljenosti okužbi po smernicah epidemiološke stroke. Druga skupina so zaposleni, ki opravljajo delovne naloge na deloviščih z nižjo stopnjo izpostavljenosti okužbi po smernicah epidemiološke stroke. In tretja skupina so zaposleni, ki v dogovoru z delodajalcem ali iz drugih razlogov ne opravljajo delo in naloge na delovnem mestu, temveč čakajo na delo doma na domu in je izpostavljenost okužbi primerljiva z izpostavljenostjo ostale populacije. Dodatno jim je Ministrstvo za javno upravo poslalo navodilo v zvezi z dodatki, predvsem zaradi enakopravne obravnave javnih uslužbencev. Odločitev o datumu izplačila dodatkov je v pristojnosti javnih zdravstvenih zavodov, ki na to na Ministrstvo za zdravje posredujejo zahtevke za refundacijo. Rok za oddajo zahtevkov za izplačilo dodatkov za mesec marec in april je 20.5. letošnjega leta. Ministrstvo za zdravje pa je do 13. maja prejelo 27 od skupno 32 zahtevkov zavodov za izplačilo obeh dodatkov za mesec marec in 21 zahtevkov za mesec april. Zahtevki prejeti do 11. maja so še v postopku obravnave. Pojasnjujejo, da so javni zavodi poročali le o številu zaposlenih, ki so upravičeni do posamezne vrste dodatkov. Ministrstvo za zdravje pa je 15. maja na Ministrstvo za finance naslovilo že drugi paket zahtevkov bolnic v višini 9,5 milijona evrov za izplačilo obeh vrst dodatkov za zdravstvene delavce. O prerazporeditvi prvega paketa v vrednosti 18,7 milijonov evrov je odločila vlada na včerajšnji dopisni seji. Bolnišnice bodo denar dobile nakazan do konca tega tedna, torej jutri ali najkasneje v petek. Prav tako ste nas spraševali, kako je z vplačili na posebni transakcijski račun, ki je ves čas tukaj na zaslonu, namenjen boju z epidemijo. Račun je še vedno odprt, do vključno včeraj se je na njem nabralo 583.710 evrov. Številčno prevladujejo nakazila fizičnih oseb, po višini nakazil pa podjetja. Doslej najvišji enkratni znesek je bil nakazan v višini 400.000 evrov strani podjetja. Glede porabe teh sredstev veljajo javnofinančna pravila, skladno s katerimi se namenska sredstva lahko porabijo le strogo namensko. Do zdaj teh sredstev še nismo porabljali, ko pa se jih bo pričelo porabljati, bo to možno le za namene vezane na odpravo omilitev posledic epidemije. Sedaj pa lahko začnemo z vašimi morebitnimi vprašanji. So kakšna vprašanja studija? Iz studija imamo vprašanje, če morda lahko najn odgovorite. Novinar Urban Tarman iz Radia Slovenija se sprašuje, ali tretji protikoronski paket vključuje posebne ukrepe s področji, ki jih pokriva Ministrstvo za kulturo. Ja, to vprašanje je dobil že minister Šircelj. Nekatere dejavnosti bodo morale biti deležne pomoči strani države, vendar to še ni v tretjem svežnju. Kar cela vrsta specifičnih zahtev bo morala biti ustrezno naslovljena in o tem vlada še razmišlja. Ne moremo odgovoriti, na kakšen način se bo naslavljalo te utemeljene potrebe in pričakovanja, ampak dogovora v tem trenutku še ni. Vlada je zdaj osredotočena, da bi še danes poslala ta tretji sveženj zakon v Državni zbor. Želimo, da bi bil ta zakon čim prej sprejet, da se ga lahko začne implementirati, potem pa bo čas in priložnost, da se naslovijo tudi drugi problemi.
Najlepša hvala za odgovor oziroma za vse odgovore. Hvala tudi vam. Mislim, da sta dve vprašanji še tule v dvorani. Prosim. Aleš Koceneste, jaz imam eno vprašanje glede aktivno okuženih in sicer po podatkih NIJZ-ja je število aktivno okuženih z novim koronavirusom 21, kar je manj od števila hospitaliziranih bolnikov, ki jih je bilo včeraj 23. Zdaj pa zanima, kako je to mogoče oziroma kako se sploh določa to število aktivno okuženih. Torej, včeraj je bil samo en dodatno pozitiven, žal je bila tudi ena smrtna žrtev. Res je, v tem trenutku imamo na intenzivnih oddelkih naših bolnišnic 4 hudo bolne, vseh skupaj je 23, se pravi 19 plus 4, eden pa je bil včeraj odpuščen. NIJZ zelo pozorno spremlja razmere, ne le pri nas, ampak tudi v vseh sosednjih državah. Ravno preden smo začeli tiskovno konferenco, me je obvestil direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da so pravkar posredovali ustrezen dokument na Ministrstvo za zdravje. Priznam, da ga nisem utegnil pogledati, ker se je konferenca začela, ampak verjamem, da bom jutri lahko odgovoril na to vprašanje, ker bodo v njem tudi elementi ravno na ta vprašanja, ki ste jih zastavili. Pa še eno vprašanje? Nina Razboršek, APA, zanima me, ali obstaja kakršnakoli časovni okvir za odprtje meje z Italijo, se pravi, ali si Slovenija želi v nekem obdobju odpreti mejo, in pa ali potekajo trenutno pogovori tudi s katerimi drugimi državami, ki pa niso neposredne sosede Slovenije? Torej, ker ste predstavnica Avstrijske tiskovne agencije, vam moram kategorično povedati to, kar je bilo povedano tudi ministrici v razgovoru, ki ga je omenil gospod minister. Slovenija ima urejeno prehajanje meje samo za dnevne migrante z Republiko Italijo. Republika Italija ima tudi notranje omejitve prehajanja med nekaterimi regijami. Kot smo tukaj že povedali, načrtujemo obisk najbolj kompetentnih in najbolj pristojnih predstavnikov ustrezne inštitucije na italijanski strani, ki se bo zgodila v najkrajšem možnem času. Takrat, ko to bo, nameravamo goste pripeljati tudi na tiskovno konferenco, tako da bodo rezultati tega obiska transparentni. Ampak vse dokler Republika Italija ne odloči, da bi odprla svoje meje, je morebitno prizadevanje Republike Slovenije na nek način neuspešno. Moramo se pa zavedati, da tudi naša javnost zelo pozorno spremlja, kakšni so režimi prehajanja slovensko-italijanske meje in vsaj do datuma, ki ga je okvirno določila Republika Italija za sprostitev svojih meja, bo težko doseči kakšen predčasen dogovor. Morda bi lahko bil tak dogovor dosežen s Furlanijo, Julijsko krajino, ki je med manj prizadetimi regijami Republike Italije, ampak o tem vas bomo obvestili takoj, ko bo prišlo do neposrednega stika oziroma srečanja med direktorjem NIJZ in direktorjem ustrezne italijanske inštitucije. Ker pa zadeva Republiko Avstrijo, je Slovenija politično in strokovno odprta za dialog in za morebiten predčasni dogovor. NIJZ je danes pripravil seznam držav, kjer je epidemiološka slika relativno dobra in lahko vam razkrijem, da je na tem dokumentu tudi Republika Avstrija. Ta dokument je bil danes posredovan v Ministrstvo za zdravje, sledila bo obravnava v svetovalni skupini Ministrstva za zdravje, potem pa naslednja ocena skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve in od tam naprej je naslednji korak samo še vlada. Torej, Slovenija je pripravljena na svojem ozemlju gostiti tudi državljane Avstrije, če jim le Avstrija to ne bo omogočila s karanteno, s katero bi bili soočeni o povratku iz Republike Slovenije. Lahko še dopolnim. Če vas prav zdaj razumem, se lahko zgodi, da bo Slovenija Avstrijo uvrstila na seznam tako imenovanih varnih držav,
ne glede na to, ali bo Avstrija sprostila karanteno za svoje državljane. Ja, to je politično vprašanje. Ali si Avstrija želi, da jo proti njeni volji razglasimo za COVID-free oziroma varno državo? Avstrijski turisti bi v tem primeru bili dobrodošli, gre pa zdaj vprašanje Avstrije do avstrijskih državljanov. Kaj pa še druge države, pogovor z drugimi državami, ki niso sosede? O tem sem nameraval govoriti jutri, tudi po tej telekonferenci, ki se bo začela čez slabo uro. Več o tem pač jutri, ko nas bo o napredku obvestil tudi minister za gospodarstvo, ki je odgovoren tudi za turizem. Je še kako vprašanje? Če ne, potem pač končajmo. Že včeraj sem napovedal, da bomo še ta teden predstavili zgodbo o uspehu vladnega klicnega centra za informacije o koronavirusu, v katerem so strokovnjaki in študenti medicine odgovorili na preko 40.000 klicev. Jutri bo z nami dr. Mojca Matičič, specialistka infektologinja, ki bo predstavila vsak dan v odzivnem centru, ki je številnim olajšal skrbi v času epidemije. Hvala za vašo pozornost in se vidimo spet jutri. Vam v studiu pa hvala za razumevanje. Kot ste lahko sami prešteli, smo bili na sami meji zgornjega dovoljenega zbiranja števila ljudi. Zato vas tudi v prihodnje prosim za spoštovanje vseh ukrepov, ki nam jih nalaga na eni strani NIJZ, na drugi strani pa Cankarjev dom kot lastnik in upravitelj tega objekta. Hvala vsem tu v dvorani, lep pozdrav vsem v studiu TV Slovenija in se vidimo ponovno jutri ob običajni uri ob 11. Hvala lepa in nasvidenje. Ostanite zdravi. Srečno.